Hvala, dober dan. Torej, vlada je na današnji seji sprejela sklep, da se priprava državnega prostorskega načrta za hidroelektrarne na Muri zaradi varovanja okolja ustavi. To odločitev smo sprejeli zaradi tega, ker okoljsko poročilo ugotavlja, da se teh hidroelektrarn v prostor ne da umestiti niti z omilitvenimi ukrepi tako, da bi bili sprejemljivi, kar pomeni, da če bi se za to odločili, bi morali iti v prevlado javnega interesa. Tega pa v tem trenutku ne moramo storiti, ker še niso izkoriščene ostale možnosti. Zato smo se že v tem trenutku odločili, da se priprava državnega prostorskega načrta ustavi. S tem tudi uresničujemo zavezo iz koalicijskega sporazuma, da hidroelektrarn na Muri ne bo. Hvala ministru, izvolite. Marko Štor, Televizija Slovenija. Kaj točno to pomeni? To pomeni, da elektrarn na Muri sploh ne bo. Tako, brez sprejetega državnega prostorskega načrta ne moreš ničesar zgraditi in tudi teh elektrarn. Povejte mi, kaj bo z to koncesijo za te elektrarne, za uporabo Mure, Dravske elektrarne jih namreč imajo, kaj bo s to koncesijo? Koncesija je brez sprejetega državnega prostorskega načrta neuporabna. Dravske elektrarne so grozile, da bodo države zahtevale povračilo 10 milijonov evrov, koliko do tega prišlo, se lahko bojite tega? Mi mislimo, da ne. Lahko seveda to zahtevajo, vendar takšna zahteva nima podlage. Se vam zdi, da nimajo nekih argumentov za to, da bi lahko uspeli? Ne. Se lahko vprašam še samo za eno dodatno vprašanje, drugo temo, tole na Ljubljanskem polju kanalizacija. Revizija je, če sem prav obveščen, če lahko povete, v kateri fazi je revizija in kdaj se pričakuje rezultati oziroma izsledki? Revizija poteka, je kar zapletena in ko bo končana, bomo seveda poročali o podatkih oziroma o rezultatih. Ne morete povedati, v katerem fazi? Ne vem niti, koliko daleč smo.